statističnimi ste se nekaj ukvarjali, tudi s podjetništvom, zdaj pa do leta 2011 ste zastopnik za bolnikove pravice, za območje Inštituta za javno zdravje in sicer za območje enoto Murski Soboti. Tako da zdaj smo že nekaj konkretnega zveta z ene strani, zdaj pa še z druge strani, kakšno je zagovorništvo pacientovih pravic. Hvala lepa. Ja, lepo zdravo. Jaz bom brez mikrofona, mislim, da imam zadosti močen glas. Če se ne bomo slišali, pa povejte, pa bom upravil ta pripomoček. Torej, zahvaljujem se za vabilo te eminentne humanitarne organizacije, z veseljem sem se odzval, tudi nekaj mojih družinskih članov, sorodnikov in aktivnih v tej organizaciji in seveda z veseljem pridem na tako vabilo. Kot je povedano, jaz sem že drugi mandat, se pravi 9. leto zastopnik pacientovih pravic za območje Pomurja. 14 zastopnikov nas je v celi Sloveniji, imenuje nas vlada za 5-letni mandat. Tako da se počasi bliža ta proti koncu drugi mandat. In zastopam paciente z območja Pomurja, ki mislijo, da so jim kršeni problemi oziroma imajo nek problem z izvajalci zdravstvenih storitev. Izvajalci zdravstvenih storitev so pri tem mišljeni zdravstveni domovi, bolnišnice, lekarne, domovi starejših, tudi delno psihiatrične ustanove v tem odprtem delu, v delu, ki ga ne pokriva gospod Berak oziroma njegovi kolegice. Ker sem pač časovno omejen na 20 minut, običajno rabim nekaj 1 uro, da predstavim vse pacientove pravice. Bom jaz zelo na hitro probal iti skozi to zadevo in sicer probal bom predstaviti te osnovne pacientove pravice in težave pri vsaki kategoriji, do katerih prihaja, ki jih zaznavam, in tudi določene zadeve, katere v svojem delu vidim, da jih ljudje, pacienti premalo poznajo, pa bi bilo dobro, da bi jih boljše poznajo. Na ta način lahko potem lažje uveljavijo svoje pravice. Tudi naš zakon, se pravi zakon o pacientovih pravicah, je bil sprejet leta 2008, tako zakon o duševnem zdravju. In nažalost vsi skupaj ugotavljam, da ni idealen. Vedno bi se ga dalo, oziroma vedno se trudimo, da se ga izboljša. Vedno znova nas pa presenetijo situacije, kjer ugotavljamo, da bi se dalo še kaj boljše. Se pravi, zakon o pacientovih pravicah omogoča pacientom, da v primeru, če smatrajo, da so njihove pravice kršene, da imajo težave doseči neko ustrezno obravnavo pri izvajalcu zdravstvenih storitev, da vložijo pritožbo oziroma angažirajo mene, da jim pomagam pri uresničitvi te njihove pritožbe, bodisi s svetovanjem, bodisi z neformalnim postopkom, bodisi z formalnim postopkom. Če malo predstavim obseg mojega dela, približno 500 zadev, 480 do 500 zadev letno obravnavam. Nekatere od teh, oziroma moram povedati, da kar velika večina od teh zadev je blažnih. Takih, ki se da rešiti z telefonskim klicom, z nekim nasvetom, ki ne zahtevajo nekega uradnega postopka. In na srečo je teh zadev okoli 380 do 400 zadev, okoli 100 zadev letno, odvisno od leta do leta, pa zahteva potem tudi uradni postopek, kjer so potrebne obravnave, kjer so potrebni izvedenci, kjer pač podobne zadeve, kot se odvijajo na sodišču. To gre za zadeve, ki so težje narave, ker pride do okvar zdravja, tudi do smrti, na žalost. Se pravi, namen zakona je omogočiti enakopravno primerno kakovost in varno zdravstveno oskrbo.
Leta 2018 je bila izvedena novela zakona. Jaz bom predstavil te novosti, ker vidim, da jih ljudje, nažalost tudi zdravstveno osebje, ne pozna, oziroma ne pozna v dovoljški meri. Kljub temu, kljub nazivu Zakon o varstvu pacientov in pravic, ima tudi razdelek o dolžnostih pacientov. To mislim, da je vredno, kljub temu, da sem zagovornik pacientovih pravic, ker s tem, če se jaz kot pacient ne držim določenih svojih dolžnosti, vplivam tudi na pravice nekoga drugega. Če se ne odjavim od nekega pravočasno, od nekega posega, na katerega nagrem, s tem zasedem termin, drugi ne more koristiti tega termina in zaradi tega pride do podaljšanja čakalne dobe. Jaz bom, ker zaradi časovne omejitve, bom zadeve malo hitrejšel skozi. Se pravi, pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev načeloma ni neka problematična pravica. To je prva od 14 pravic, ki jih zakon določa. Vemo pa, da se v zadnjem času pa začnejo pojavljati tudi problemi na tem področju. Kot sami vemo, je mnogokrat v zadnjem obdobju težko priti do osebnega zdravnika. Nekaj je objektivnih okoliščin, nastop COVID-a, korona. Glavnina teh težav pa odpade na neustrezno organizacijo zdravstvenega sektorja. Se pravi, pacienti kličejo po cel dan ali pa več dni celo v ambulantu, ne uspejo dobiti zdravnika in na ta način jim je kršena pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe. Ravno tako se krši pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe s tem, ko so tako dolge čakalne dobe. Imeli smo v Pomurju primer, stanje se na srečo izboljšuje, pa še vedno je neznosno dolgo. Ortodonti, se pravi mladina, ki je potrebovala ortodontske storitve, je morala čakati 9,5 let. To pomeni, da je praktično onemogočilo vse koriščenje pravočasnih teh storitev, da ne govorim o čakalnih dobah na nekih onkoloških oddelkih, kjer je čas zelo pomemben. Pravica do enakopravnega dostopa obravnave pri zdravstveni oskrbi. Tu načeloma ni nekih velikih problemov, neke diskriminacije, sicer v določenih manjšem številu, 1 do 2 leti dobim pritožb na tem področju, ampak ni problema, da bi zdravniki diskriminirali, se pravi zdravstveno osebje, paciente, da bi nekoga sprejeli, nekoga ne sprejeli. Tu je še eno dobro določilo, ki otrokom in drugim ogroženim skupinam, tudi skupini z duševnega zdravja, starejšim, zagotavlja posebno obravnavo. Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev. Tudi tu pred kratkim ni bilo nekih velikih problemov, se je pa v zadnjih 2-3 letih pojavil precej velik kadrovski problem, kar nekaj družinskih zdravnikov se je bodisi upokojilo, bodisi šlo v zasebne vode in je nastal v bistvu kadrovski problem oziroma težava, kjer obstoječi družinski zdravniki imajo presežene tako imenovane kvote in ne sprejemajo dodatnih pacientov. Zaradi tega morajo pacienti iskati pogosto tudi pomoč oziroma osebnega zdravnika izven kraja svojega bivališča. Pri tem pa mora povedati, kar mnogi zmotni mislijo, da pacient si mora izbrati osebnega zdravnika v kraju osebnega bivališča. Temu ni tako. Se pravi, pravico se ima izbrati kjerkoli.
Največ težav od vseh teh 500 zadev odpade na to pravico do primerne kakovosti in varne zdravstvene oskrbe. To je sicer en zelo, zelo širok pojem, ki obsega vse od sprejema, od komunikacije, od diagnosticiranja, od potem zdravstvene obravnave, pa do celotnega zdravljenja, do odpusta. In v tem primeru imamo največ težav glede teh hudih primerov, se pravi primerov, pri katerih pacient smatra, da je bilo njegovo diagnosticiranje nepravilno, prepozno, da je potem, ko je bila diagnoza postavljena, bilo zdravljenje neprimerno, neustrezno in je zaradi tega prišlo do nedovoljšnega izboljšanja zdravstvenega stanja ali celo okvare ali celo smrti. Jaz zdaj tu nimam zadosti časa, da bi razložil v bistvu, kakšne stopnje vse so, se pravi od komplikacije, zdravniške napake, kaj se ugotavlja v teh izvedenskih postopkih, kdaj je odgovornost izvajalca zdravstvene storitve, kdaj ne. Se pravi, tu imamo več stadijev, kjer se potem v skladu z pravnimi normami opredeli, kdaj je podana odgovornost izvajalca zdravstvene storitev, kdaj pa je prišlo do sicer pričakovane komplikacije. Ker pač določeni poseg je včasih nemogoče izvesti brez določenega rizika, da se stvar zakomplicira, po domače povedano. Ampak pacient pa mora biti o tem primerno, na razumljiv način in pravilno obveščen, da ta rizik obstaja pred samim posegom. Ker če bi on imel vse informacije, kaj lahko privede, do česa lahko privede tak poseg, bi se lahko odločil, da v določen poseg ne bo šel. Pravica do spoštovanja pacientovega časa, tu sta v bistvu dva segmenta. Eno je čakalna doba. To, če po domače povem, to je čas, na katerega nas določen zdravnik, oziroma, se pravi, ko smo vpisani v čakalni seznam za določen poseg in potem do časa dejanskega začetka zdravljenja. Do novele zakona so bile 3 stopnje nujnosti na napotnicah, sedaj so dodali še eno novo, zelo hitro stopnjo, ki pa se je pokazalo, da v bistvu ni vplivala na izboljšanje čakalnih dob. Stanje na področju čakalnih dob se slabša, nekaj je posledica neustrezne kadrovske zasedenosti, nekaj je posledica zdaj tudi tega koronavirusa, se pa bojim, da bo ravno ta koronavirus velik alibi za neizboljšanje stanja. Bom povedal kasneje tudi, kako lahko pacient, kolikor so presežene te najdaljše dopustne čakalne dobe, vseeno pride do zdravljenja v skladu z evropskimi direktivami. Čakalni čas, ta druga komponenta spoštovanja pacientovega časa, pa je čas, ko nas zdravnik naroči na določeno storitev. Tudi tu je prihajalo v zadnjem času sicer malo manj do precej velikih kršitev, ko je na primer zdravnik naročil vse paciente za 8 zjutraj, pa so nekateri čakali do 12 ali do 1. Kljub temu, da bi bilo čisto organizacijsko možno, da bi naročal, ne vem, 2, 3 na 15 minut ali na pol ure, pa seveda je jasno, da lahko pride do zamika pri določeni obravnavi. Ampak pri določenem pacientu pa lahko zadevo tudi hitreje opravi. Tako da na dolgi rok pri izkušenem zdravniku točno ve, koliko pacientov lahko dnevno opravi, pa tudi do zdaj še nisem imel nobenkrat pacienta, ki bi se obrnil name, ki bi zahteval pritožbo, če je čakal pol ure. Obrnili so se pacienti, ki so čakali 3, 4, 5 ur, ali pa je celo prišlo do nekega poslabšanja zdravstvenega stanja, predvsem pri sladkornih bolnikih,
ki so mogli dolgo čakati in so zaradi tega potem želeli vložiti pritožbo. Nadalje je v tem delu tudi pravica do spoštovanja pacientovega časa, pravica do naročanja po telefonu in elektronski pošti. Ta pravica je zelo dobro napisana v zakonu, nažalost pa zelo slabo funkcionira v praksi. Jaz praktično tedensko moram klicati, tudi pisati direktorjem zdravstvenih domov, tudi direktorjem bolnišnice, da ta zadeva ne teče v redu. Vidim, da je edina učinkovita, ker se pač potem nekaj časa, 14 dni, 3 tedne, zadeve potem tečejo, kasneje pa zadeva spet pride na prejšnje stanje in ne sprejemajo klicov, pacient pošlje e-mail, pa dobi odgovor, mogoče čez en teden, če ga dobi. In v bistvu zdaj vidim, da če ne uporabi res te skrajne sile pritiska, ko pač vodstvu zdravstvenega doma napišem, da bom predlagal nadzornim inštitucijam preverjanje odgovornosti za nastalo situacijo, ni odziva oziroma ni izboljšanja stanja. Dokler se ne obrnem na svet zavoda, ne informiram o teh težavah, se zadeve ne izboljšujejo. Tu bi opomnil še na eno stvar, dostikrat ljudje ne vejo, v kolikem času morajo biti uvrščeni v čakalni seznam po predložitvi napotnice. Se pravi, v 5 dneh po predložitvi napotnice mora izvajalec, bolnišnica, specialist zavesti pacienta v čakalno knjigo, čakalno listo in mu poslati tudi obvestilo o pričakovanem terminu izvedbe te storitve. Tu je še ena stvar, kar je dobro, tisto, kar sem se v bistvu že skliceval prej glede pacientovih dolžnosti. Se pravi, do 10 dni pred obiskom lahko sedaj pacient odpove termin. Če smatra, da ni potreben ali je iskal že pomoč nekje drugje. Tu je bila ena v bistvu nelogičnost, ker je po prejšnjem določilu zakona imel možnost celo 14 dni po datumu termina odpovedati. S tem izvajalec ni mogel poklicati nekoga drugega na ta termin in skrajšati vsaj v določeni meri čakalne dobe. Tu zdaj, še eno. Kolikor je najdaljša dopustna čakalna doba presežena, obstaja v skladu z Evropsko direktivo možnost zdravljenja v drugi državi članici EU-ja na stroške oziroma do višine, ki jih priznava pri nas Zavod za zdravstveno zavarovanje. Se pravi, če so najdaljše dopustne čakalne dobe presežene, to obstaja pravilnik konkretno za določene diagnoze, koliko traja najdaljša čakalna doba in kolikor je ta čakalna doba presežena, ima pacient pravico poiskati pomoč v drugi državi članici EU-ja in zavod povrne stroške zdravljenja. Se pravi, to pomeni, da pacient mora primarno sam plačati storitev, potem pa zavod refundira do višine storitve, kot velja v Sloveniji. V tem smislu dosti ljudi koristi usluge, predvsem v teh državah, ki imajo nekoliko cenejši zdravstveni sistem, Hrvaška, Madžarska, določeni meri tudi v Avstriji, ker so določene zdravstvene storitve tudi v Avstriji pri nas cenejše kot pri nas. To bom preskočil, ker ni tako nujno. Ja, to, kar sem že povedal, pacient ima pravico biti obveščen o svojem zdravstvenem stanju, predlaganih vseh in posledicah medicinskega obsega.
To obvestilo mora biti ustno, mora biti razumljivo, morajo biti predstavljeni vsi riziki, ki so povezani z določenim posegom. To pomeni situacijo, ko gre za določene posege, ki lahko vplivajo na okvaro zdravja, se pravi operacije. Strokovno se temu reče pojasnilna dolžnost in ugotavljali smo, da se je mnogokrat to izvajalo tako, da je sestra prinesla pacientu list, podpišite tu, pa pacient sploh ni vedel, kaj je podpisal, kaj bo delal, kdo bo delal, kakšni riziki so. Kasneje, ko je pa prišlo do poškodbe nekega živca, do prerezanja neke mišice, do vsega tega, pa je nastal problem, zakaj mu tega ni nobeden razložil, zakaj je on izgubil vid, če je pa prej samo slabo videl. Se pravi, ker se je podvrgel operaciji, ima stanje sedaj še slabše. To bom tudi preskočil. Jaz bom, če želite, lahko tudi posredujem celotno predstavitev, ker drugače ne bom uspel v 20 minutah. V zakonu je določena tudi pravica do upoštevanja naprej izražene volje, to je tudi zelo aktualna situacija, oziroma situacija, kjer je mnogo debate, kako izvesti to storitev. Se pravi, pacient se lahko že naprej, dokler je še zdrav, odloči, katere vrste zdravstvene oskrbe ne bo dovolil v času, ko ne bi bil več sposoben odločanja o sebi. Se pravi, vsak ima pravico odločati o svojem zdravljenju in če smatra, da bi bilo njegovo zdravljenje oziroma zdravstveno stanje tako daleč okvarjeno, da sam sebi ne bi dovolil več mučenja, po domače povedano, ne dovoli, da se ga aktivno zdravi. To pravico ima, mora se pravi izpolniti formular, podpisati ga mora njegov izbrani zdravnik, podpisati ga mora zastopnik in biti mora overjen pri notarju ta obrazec. Pacient lahko določi tudi pooblaščenca, se pravi nekoga drugega, bodi si svojca, bodi so čisto drugo osebo, ki ga lahko zastopa v času, ko se bo zdravil, ki bo lahko tudi odločal na mesto njega, če on ne bo sposoben. To so zdaj pač, kako je to se operativno potem izvaja. Kot sem že prej povedal, poseben način uveljavljanja pravic pacientov, ki so sposobni odločanja o sebi, tu so otroci, glede omejitve odločanja staršev oziroma skrbnikov, se pravi, starši niso neomejeno opolnomočeni, da odločajo, ali se otroka zdravi ali ne, primerno medicinske pomoči. Starš ne more reči, ne zdravite mojega otroka, če zdravnik smatra, da je nujno potrebno zdravljenje. Potem je poseben način tudi za paciente s težavami v duševnem zdravju. Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja, to je še ena od pravic, ki v zadnjem času zelo škripa. To je po domače povedano zdravljenje na negovalnih oddelkih. Kot vsi vemo, so ti negovalni oddelki v bistvu z zelo nizkimi kapacitetami vse povsod po Sloveniji. Pacient sicer v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja ima možnost do 30 dni prebiti na negovalnem oddelku. Problem pa je, ker ni ustreznih in zadostnega števila postelj. In potem, to je pa še najslabše, zdravstveno osebje pokliče največkrat celo na isti dan svojce takega pacienta, ki je zelo hudo bolan, ja, mi vam ga bomo pripeljali domov, ali pridite ga prevzemite. In takrat seveda so svojci v stiski, oni niso ustrezno usposobljeni, niti časovno, pogostokrat niso zadosti zorganizirani,
izvajalec pa ne poišče, oziroma išče pa ne najde ustrezne postelje v okviru zdravstvenega sistema, kamor bi namestil takega pacienta za obdobje do 30 dni. To obdobje je namenjeno temu, da lahko svojci potem v tem času najdejo ustrezno rešitev, bodisi v domu, bodisi v zasebni režiji, da bodo potem ustrezneje naprej skrbeli za svojega svojca. Tu sicer je deklarativno sedaj volja, da se poveča število teh postelj, ampak nažalost jaz nisem optimist, da bi se to zgodilo v zelo kratkem času, tako da se bojim, da bo stanje tu samo še slabše. Pravica do drugega mnenja, te pravice tudi mnogo pacientov ne pozna. Ne pozna, da ima vsak od nas pravico, vkolikor ni gotov, da je to mnenje, ki mu ga je, bom rekel v narekovajih, prvi specialist, tak, ki ga je prvi obravnaval, podal, če smatra, da ni primerno oziroma ni zadosti argumentirano, ima pravico na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja pridobiti še drugo mnenje. Stari ljudski rek pove, več ljudi več ve, več oči boljše vidi. In je vedno dobro, ko nismo sigurni, da je ta specialist podal ustrezno diagnozo v našem zdravstvenem stanju, da izkoristimo še pravico do drugega mnenja. Nažalost je ta pravica v zakonu malo nerodno rešena, ker določa, da se uveljavlja v okviru iste zdravstvene inštitucije, se pravi iste zdravstvene bolnišnice, predvsem iste bolnišnice, pravilno piše. Problem je to, ker predvsem pri manjših bolnišnicah, ker so več ali manj že vsi specialisti, ki so praviloma 2-3 ene specializacije, že sodelovali v stroki in so na nek način okuženi z podajo mnenja. V tem primeru se lahko v bistvu tudi poišče pomoč pri drugem mnenju v okviru druge inštitucije. Pravica do seznanitve zdravstvene dokumentacije, tudi tu je prihajala do nemalo težav, in sicer pacient ima pravico do vpogleda v svojo zdravstveno dokumentacijo in pravico do kopije, se pravi neoriginalne. Dostakrat pride pacient, pa pravi, jaz želim svoj karton. Karton je last zdravstvene ustanove, zdravstvenega doma, ima pa pravico do kopije, se pravi od prvega do zadnjega lista, vključno z vsemi elektronskimi posnetki, dokumenti, ima pravico dobiti ob normalnih stroških kopiranja. Izvajalci zdravstvenih storitev so en čas omejevali to pravico, ko so zaračunavali ceno kopiranja 10 € na stran, kar je seveda potem zneslo 100 ali pa več 100 €. Zdaj je jasno določeno, da ta cena je lahko maksimalno 10 centov po strani. Se pravi, v roku 5 dni ima pravico dobiti to dokumentacijo, kopijo. Pravica do varstva osebnosti, varstva osebnih podatkov, to sta v bistvu dva segmenta. Eno je, da ima pacient zasebnost pri samem postopku obravnave, da ljudje skozi vrata ne slišijo, kaj se on pogovarja z zdravnikom, da so ustrezno prostori urejeni, da ni mogoče tudi skozi okno. Pogled, zgodilo se je, da so sosedi iz zdravstvenih ustanov snemali v zdravstvene ustanove. Vse mogoče stvari so se dogajale. Druga stvar pa je do zaupnosti osebnih podatkov. Meni se primere predvsem v prometnih nesrečah, ko so paciente že takoj naslednji dan klicali odškodninske družbe ali odvetniki, da ga bodo zastopali, ker je bil poškodovan, pa pacient nobenemu ni bilo niti policije, on je samo iskal zdravstvene ustanove pomoč in nekdo iz zdravstvene ustanove, v določenih primerih smo uspeli ugotoviti, v določenih nismo, je obveščal
odvetnike, odškodninske družbe, da se je določen pacient poškodoval in da ga lahko zastopa. Pravica do brezplačne pravne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic, to je naloga zastopnikov pacientovih pravic, pomeni pa, da zastopamo pacienta brezplačno, brez kakršnega koli stroška, se pravi v smislu svetovanja, vlaganja vlog napram izvajalcem oziroma drugim ustreznim inštitucijam. Ni pa te dolžnosti, se pravi, tu je včasih pričakovanje pacientov, da jih zastopamo tudi na sodišču. Te dolžnosti zastopniki nimamo, zato stvar se mora potem obrniti na odvetnika, se pravi za zastopanje na sodišču. Mi v vseh ostalih postopkih zastopamo, na sodišču pa ne. Ker verjetno se bliža, se pravi, postopek bi še na kratko predlagal, sem že povedal, 400 zadev od 500 približno rešimo neformalno, tako da jaz bodi si pokličem, bodi si pošljem mail praviloma predstojniku, direktorici zdravstvenega doma bolnišnice in opozorim na težavo. Te zadeve se praviloma rešijo, ker pač gre za lažje zadeve, zelo hitro. Dostikrat zasledim pričakovanje, ker pacienti smatrajo, da bom jaz uredil nekaj, kar jim po zakonu ne bi šlo, ne bi smelo iti, da bo preskočil vrstni red, da bo prišel prej na vrsto kot drugi, ki so v čakalni listi. S tem bi delal krivico drugim in tega ne smem. To vsakem jasno. V teh 100 primerih, ki pa so hujše, ki zahtevajo nek formalni postopek, pa je določen dvostopenjski postopek. Prva stopnja je pri izvajalcu zdravstvenih storitev, se pravi, to je zdravstveni dom, bolnišnica, lekarna, dom starejših. Vodi praviloma direktor oziroma od njega pooblaščena oseba. Povabi se vse strani, se pravi zdravnika, sestro, pač kdor je vpleten v to zadevo, pacienta in meni. In se probamo z pogovorom, na tej prvi stopnji, brez nekega hudega formalnega postopka, se pravi še brez izvedencev, brez vsega, pogovoriti in rešiti zadevo. To je zaradi tega, da zadevo hitreje rešimo. Kolikor na tej prvi stopnji ne pride do rešitve zadeve, se pravi, ne pride do soglasja o rešitvi zadeve, obstaja druga stopnja, se pravi, jaz vložim potem pritožbo na Komisijo za varstvo pacientovih pravic pri Ministrstvu za zdravje. Tam pa je postopek formalen, z izvedenci, z sodnimi izvedenci, tako je pač na sodišču, zelo podobno. In tam se potem ocenjuje, ali je bilo ravnanje določenega zdravstvenega delavca primerno, ustrezno ali ne. To je zdaj v bistvu na kratko, zelo na kratko, ker se mogo hiteti, mislim, da je še 30 teh slajdov.